Ja, zdaj pa, če bo vse po sreči, bomo pa mi dobili na našo Skype povezavo moja dva, kaj je fantek, moja dva druga nocojšnja, če čez dan oddaja, druga dva današnja gosta, to sta pa po mojem mnenju en tak pristno, iskreno zaljubljeni par, ki ima verjamem v bistvu, da sta tako zelo zaljubljena, ki ima verjamem vse objave, vse slike in vse, kar počneta in sta res super, kaj ne rečem, ne? On je drugače član mega popularnih Modrijanov, ona je pa hčerka enega legendarnega gospoda, ki se je pisal Klinc, dame in gospodje, to je bil Miro Klinc. Če ste že uganili, o kom govorim, to sta seveda Franjo Oset in Marina Klinc Oset, torej zakonca, ki sta tako lušna, da sem jaz kar malo jezen na njo, ne? Marina in Franjo, lep pozdrav, živjo, živjo, živjo! Lep pozdrav, zdravo! Prvo vprašanje. Kaj hudiča, Marina, se dogaja, da si ti zbrisala svoj privatni Facebook, da jaz tebi ne morem več nespodobnih povabil pošiljati in zdaj Franjo vse vidi, kar ti pošlje, ker imata skupen profil? Ja, tole pa je vprašanje. Profil je v bistvu samo stran, mama še pa vedno vsak svoj profil. Tako da, brez skrbi, za kako nespodobno povabilo še vedno imam. Ampak bom zelo močno bedel na tabo. Ja. Lej, Franjo, tako si me pogledal, da sploh ne upam razmišljati več o to smer, ne? Dej da mi povedati, prej v napovedi sem že govoril o tej vajni ljubezni. Enim parom verjamem, enim pa ne verjamem. Ne? Ampak vama prav verjamem, da sta res tako zaljubljena in srečna in mi povejte zdaj v karanteni, ko sta dejansko morala pa non-stop skupaj biti. A sta si šla kaj na živce, sta se kaj skregala? Marina, tebe kaj pri Franjo na živce? Franjo, ti kaj se uvražiš pri Marini? A to pri vama ni mogoče, pa sta res tako srečna skozi? Kaj ne rečem, zdaj smo oba dobila murke na obraz, ko si začel govoriti, ampak ne, po mojem je tak, ko da človek enkrat otroške bolezni pri ljubezni čez, pa se imaš pa res fajn. Tako da priporočam vsakomur, tudi tebi. Marina, kaj pa ti? Ti ne gre nič pri Franju na živce. Poglej me, Marina, pusti zdaj Franjo ta. V mene poglej v oči. Ti ne gre nič na njemu na živce. Nič tega, kar mi ni že šlo pred karanteno, tako da v bistvu, kar mi je šlo že prej na živce, sem sprejela in zdaj s tem čisto lepo, veselo živim. Lej, jaz vam res želim, da ta vajna ljubezen traja do konca vajnih dni, razumeš, ker sta super par. Zdaj pa, da nam slučajno ne bo zmanjkalo časa za čvek, vam pa jaz predlagam, da povesta, kaj bosta zaigrala in zapela, pa se še potem malo pogovorimo. Ja, eno najino lastno skladbico, verjetno sploh ne bo spota, ker trenutno ga še ni možnost posnet, ampak že promoviramo tole skladbico, mogoče bo pa, če se poroke odprejo letos, bojo pa tam kar večkrat. Če ne poroke, pa ločitve, lej, nekaj bo, ne? V glavnem, tule spodaj se skriva klavir. Zdaj nismo ga mogla pokazati, ker nismo tako izkušena s temi telefoni in kamerami, tako da se nam vsaj malo sliši, pa smo že zadovoljni. Izvolite. Se jutro kot vsako svetli, spet stisnem te v najini posteli, kot vsak dan znova, srce kar naenkrat žari, se odpraviva vsak svojo smer, z mislijo da sveči, kot vsak dan znova, umiriva kjer smeje sviti, odnjali si treba še naprej, odjeti ga možno, življenje to sladko.
sladko. Je že od tega, ker si obljubila sva, da vsak dan znova drug drugemu spremstva sva. Preko slabo, ko svetlega jutra ne bo zavita, uživim trenutka svoj kraj, prejme v kraj, kjer svoje si ti, odaj si letimo še naprej, ugibi pa močno, življenje bo življenje to sladko. Ljubiti je lepo. Lepo, lej, me prijeli, da bi se kar poročil zdaj zaradi 2-2, tako da hvala, da ste nehala igrati pravočasno, hvala Bogu, da ste nehala igrati, ne. Režija, koliko časa še imamo? Minuto pa pol še imamo, super. Dajte mi povedati, vi da po novem, oziroma že nekaj časa igrata tudi na porokah, ne? Kak je, recimo, ko se kdo poroči, vem, da so vsi veseli, srečni, ampak daj pri kakšnem paru vendarle malo pasta, pa rečeta, joj, Franja, dajmo sestaviti leto, 2, pa bo šlo tole narazen. Se vidi kdaj pri komu, da pa ni glih prava odločitev to bila, ali ne? Ne, o tem pa res ne razmišljava, ker pač poročni dan je le dan, ko so res, pač vsaj naj bi bili vsi zaljubljeni. Jaz zdaj ne vem, če kdo kdaj igra, da je zaljubljen ali pa ne, ampak še nismo dobila tega občutka, no. Ampak če jaz nekaj povem, jaz imam vedno en mal strah, pa ne zaradi naju, pač ko pojeva, ker smo Modrijani, ko smo igrali prvo poroko oziroma peli, tista dva sta že davno ločena. Tak da potem ta strah zgubiš. Lej, to mi še povejte ob koncu pogovora, ko ste se videla spoznavala, kdo je koga osvajal, Marina, ti njega ali on tebe? Kak je bilo ali drug drugega? Kar bolj drug drugega. Ne, tako normalna so bila, ne zdaj neki... Ona me je čakala, ko sem zamujal. 40 minut sem ga čakala. Jaz mi jo pa uspajal. Ja. Ampak, Lej, ja. to je prava ljubezen. Marina in Franjo, hvala vam lepa za tale kratek in sladek oklop. Tudi vajna pesmica je super, jaz upam, da jo bo slišalo še več ljudi in da bosta tudi s temi svojimi avtorskimi skladbami dejansko prodrla na slovensko sceno, ker to je čisto en tak drugačen sound, kot ga imaš ti, Franjo, pri Modrijanih. Tebe dobro poznam, Franjo, ti si izven teh modrijanskih zvokov vrhunski glasbenik in ti bi lahko ustvarjal marsikaj in verjamem tudi, da boš. Marina, ti si pa itak super pevka, tako da sploh vam ne dam besede, ker hočem s tem končati. Hvala vam lepa, držta se, ostaneta lepa, ti pa čim prej sposobi Facebook, da ti bom kako sliko poslal, Marina, ne? Čau, lepo bosta.